Od ulic New Yorka do srca Berlina, džihadistično nasilje znova polni naslovnice. In ravno ko Washington spodbuja diplomacijo, Izrael trdi, da je razkril eno največjih iranskih jedrskih skrivnosti. Pojasnili bomo, zakaj sta obe zgodbi pomembni v današnji oddaji Quod. Dobrodošli nazaj v oddaji Quod na JNS. Sem Emily Schroeder in sem tukaj v studiu z Belami Šošana. Nadaljavo pa se nam pridružuje tudi Fleur. Vesela sem, da ste z nami. Za nami je naporen teden in veliko je za razčleniti. Najprej smo bili priča grozljivemu terorističnemu napadu v New Yorku. Po Mamdanjevih izjavah o premijeju Netanjahuju, v kakar tega je označil za vojnega zločinca in ga obrekoval z vsemi mogočimi obtožbami, njega in državo Izrael, z vsemi mogočimi obtožbami. Toda takoj potem smo videli, da je nekdo očitno vzel to sporočilo k srcu in ukrepal pred sinagogo v mestu ter poškodoval 2 osebi. Prišlo je do napada z nožem. In, veste, storilec je bil aretiran. Ampak odkot vse to prihaja? Veste, ali imajo voditelji, kot je Mamdani, odgovornost v takšnih situacijah? Mislim, od njega smo od prvega dne videli samo hujskanje. Mislim, Belami. Začeli bomo z vami. Vem, da ste živeli v New Yorku. Bili ste prebivalka New Yorka. Mislim, je bilo res tako? Kako daleč smo padli s tem, kar se dogaja? Ne, ni bilo tako. Ni bilo vedno tako. Videli smo spremembo, ki se je že dogajala v New Yorku. Ampak, ko smo vas opozorili, da je to najslabša oseba, ki jo lahko izberete za župana, ker dejansko ni nobene odgovornosti. In potem, ko pogledaš, kaj se je zgodilo na Tisha B'Av, se nenadoma pojavi njegova objava, kjer pravi: želim vsakemu posameznemu Židu v vseh 5 newyorških okrožjih, vaš smiseln post in tako naprej, ampak če za 2 sekundi rečeš, da Jeruzalem ne obstaja, ker je to Palestina, ampak ne vedoč, da se Židi obračajo v smeri Izraela, ne glede na to, ali so v 5 newyorških okrožjih ali ne. To bi pomenilo, da je Izrael za Žide. Jaz sem zelo. Očitno Mamdani ne ve, kaj pomeni Tisha B'Av. Mislim, da je to precej očitno. Šošana, tudi ti si iz New Yorka. Kakšno je tvoje mnenje o tej celotni zmešnjavi? To je depresivno, vznemirjajoče in resnično razjezljivo. Ker mislim, da vsi vemo, da to, kar izrečeš z besedami, vodi do dejanj. Tega mi ni treba dokazovati. To je bilo dokazano skozi zgodovino. In Mamdani to ve. Ampak govori dvolično. In kar počne je, da pravi: no, z Judi kot z Judi in z judovstvom kot vero, nimam težav. Slabi so vojni zločinci, veste, in okupacija je slaba. In govoriti o Netanjahuju, kot da je sodnik, porota in rabelj, je popolno hujskanje. Ni dvoma. In potem reči: res si želim, da bi tista 2 Newyorčana in seveda v svojem videu enega označi za Juda, drugega za Azica, ne vem več, kaj pomeni Azijec, ker na nekaterih mestih pomeni Pakistanca, pri Pakistancih očitno pomeni Japonca, ne vem, popolno okrevanje in da v New Yorku ni prostora za antisemitizem ali kakršenkoli rasizem. Mislim, kdo še verjame besedi, ki jo izreče? Kdo verjame čemurkoli, kar reče? Naj bo to o brezplačnih avtobusih ali o Judih na ulicah. Mislim, da je težava v tem, da dovolj ljudi verjame temu, kar reče. Dovolj, da ukrepajo. In mislim, da je to zelo, zelo zaskrbljujoče. NYPD je dejansko nasprotoval temu. Besni so, ker je Mamdani pozval k protestom, ko bo premier prispel v Izrael proti Izraelu. Zadnja stvar, ki jo New York potrebuje, so še več protestov proti Izraelu v podporo palestinski stvari, ki poveličujejo smrt. Zakaj smo sploh še tukaj? Če pogledate politično, se spomnim dneva, ko je bil Donald Trump prvič inauguriran. Washington je bil v ognju. Dobesedno so morali zabiti trgovine, domove, karkoli. Ampak nihče ni govoril o tem. O tem, kar naenkrat je izginilo. In tega ne bom uporabila kot primerjavo z 6. januarjem. Glede hujskanja. Ampak je malo nenavadno, ko pogledaš državo in ljudi, če jim lahko prodaš isto stvar. Lahko izbereš, kdaj je resnična. Lahko. Kdaj pa ni, je nevarno. Lahko izbereš, kdaj je, ker nenadoma, ko se je dogajalo Black Lives Matter in so potekale vse tiste kraje, so govorili: veš, kradejo Gucci čevlje za hrano. Oprosti. Zakaj potrebuješ Gucci čevelj za hrano? Mislim, ne vem zate, ampak jaz jih. Mislim, to je pomembno. Louboutin, mislim, meni ni problem. Samo mislim, da Mamdani točno ve. On se šali. Kaj počne? Točno ve, kaj počne. Je preračunljiv politik. In ne more izpolniti obljube o brezplačnih avtobusih. In ne more izpolniti obljube o nižjih najemninah. Ne more izpolniti nobene od svojih norih komunističnih obljub. In kaj narediš, ko ne moreš izpolniti obljub? Preusmeriš pozornost. In zato preusmeri pozornost na Jude, ker je to priljubljeno pri njegovih podpornikih. Je zelo preračunljiv.
točno ve, kaj počne. Policija, kot ste omenili, je besna nanj, ker vse, kar počne, je ustvarjanje kaosa. Ampak kaj se v resnici dogaja v New Yorku? Poleg tega, da je videti bolj umazan kot kdajkoli prej, in poleg tega, da ne morete izpolniti obljub, je to, da največja podjetja seznama Fortune 500 odhajajo. Goldman Sachs, kaj bolj predstavlja New York kot Goldman Sachs? Je konec. Grede v Teksas ali na Florido, ne morem se spomniti. Moški uničuje svoje mesto in si prižiga cigareto z ognjem iz kresu. To se dogaja prav zdaj. To je noro. To je smešno. Ampak to tudi ni ravno presenetljivo, če pogledaš celotno njegovo ideologijo in tudi njegovo zgodovino. Mislim, bil je ustanovitelj študentov za pravičnost v Palestini na svoji univerzi. Sploh nima nobenega profesionalnega ozadja, ampak veliko aktivizma v teh krogih. Je otrok iz privilegirane družine, ki mu nikoli ni bilo treba zares delati za karkoli. Nikoli ni imel prave kariere. In zdaj izkorišča to isto upravičenost in miselnost iz javne funkcije. To je res strašljivo. In stvar, ki mi je res ostala v spominu pri njegovem videu, je bila ta, da ni šlo samo za izkrivljanje pripovedi ali osredotočanje na negativne stvari ali iztrganje iz konteksta, kar običajno vidimo pri pristranskosti proti Izraelu. Ja, bile so popolne laži. Benjamin Netanyahu je vojni zločinec, arhitekt grozovitega genocida nad palestinskim narodom. Odgovoren je za smrt več kot 73.000 ljudi, za pohabljanje 10.000 otrok, za nešteto ljudi, ki jih je izstradal, ko je preprečil dostavo hrane in humanitarne pomoči do njih. Vse to, medtem ko mi, kot Američani, plačujemo bombe, ki ubijajo. Netanyahu je vojni zločinec. Ne, pravzaprav ni. To je pravna definicija. Ni bil obsojen za kaj takega, zato takšne izjave ne morete dati. In ko ste predstavnica države ali mesta ali pravne države, morate poznati zakon. In od tam je šlo samo še na slabše. Veste, da je lakota in stradanje, da so humanitarni delavci ubiti, vse te neumnosti, ki jih je trdil brez kakršnih koli dokazov. In nihče ga zato ne pokliče na odgovornost. Nihče jih ne kliče na odgovornost, ker besede niso več pomembne. Včasih je veljalo, da so besede nasilje, kaj ne? Včasih je bilo tako, ampak zdaj nikogar več ne zanima ali posluša, ali si sploh želi karkoli, kar ima kakšen pomen. Tako imaš Mamdanja, ki govori o stvareh, ki nimajo nobene zveze z Manhattanom, nobene zveze z, oprostite, 5 okrožji. Torej z New Yorkom. Nima nobene zveze s 5 okrožji. Ja, vem. Je še nekaj drugega. In on je pravzaprav, bom kar rekla, kot si rekla ti, kot nekdo, ki je večino svojega odraščanja preživela v New Yorku, je uničujoče. Ker mislim, da ena stvar, ki je ljudje zunaj Amerike in zunaj New Yorka res ne razumejo, je kako, ne glede na to, ali želiš govoriti o tem, kako je bil zgrajen s kolonizacijo, to razumem. Ampak na koncu dneva so ljudje, ki so prišli v Združene države, resnično želeli zgraditi boljše življenje in so delali drug ob drugem, Judje, Italijani, Irci in vsi ostali. Bilo je težko. Bile so rasne napetosti, ampak so presegali te stvari in zdaj imam občutek, da sta New York in Amerika spet potegnjena nazaj v te rasne napetosti, nazaj v te delitve, namesto da bi gradili na tem, kar smo skupaj ustvarjali, in to je konec družbe. To je konec družbe. Kar se mi zdi res smešno je, mislim, poglejte, vsi vemo, da je bila vsa ta stvar o tem, da bo aretiral Netanjahuja, samo predstava, samo farsa. Nikoli ni imel pooblastil, nikoli jih ne bi imel. Bila je šala, vse skupaj je bilo od začetka ena velika šala. On je klovn in to je bila šala. Ampak, kar opažam na spletu, kar mi je res všeč, je to, da je res razjezil Italijane, ker je naredil tisti zemljevid o priseljencih, ki gledajo nogomet za svetovno prvenstvo. In ni vključil male Italije. Seveda tudi Judov ni vključil. Torej, ni vključil ustanoviteljev New Yorka, Italijanov in Judov. Ampak Italijani so čisto ponoreli. In iz nekega razloga sem pristala v tem algoritmu razdraženih Italijanov zaradi Mandanja. Jaz uživam. Vsako minuto tega. Je tako lepo, ampak spet se vrača k temu, da so Judi prvi na vrsti, kot da smo mi tisti, ki, veste, sprožimo alarm, ampak vi ste naslednji. Vsakič, ko gremo, tukaj, naslednji in lepo pri tem je. Če dovolj dolgo demoniziraš Jude, se zgodi tole. Se boš naučil, ja. Zelo hitro se boš naučil. Ja, no, žal smo to videli prav v zadnjih 48 urah. Mislim, videli smo ta napad v Berlinu na dogodku Parade ponosa. Izkazalo se je, da je šlo za islamističnega terorista, kar je šokantno. Žal smo videli veliko ljudi iz te skupnosti, ki so na to skoraj da reagirali z razočaranjem. Smešno. Obstajal je celo videoposnetek mlade ženske, ki se je pritoževala, kako žalostna je bila, ker je bil teroristični napad res storjen strani Arabca muslimana in ne belega človeka. Diese Nachrichten zu bekommen, dass
dass beim CSD ein Auto reingerast ist, ein Mann in einem Auto. Und was auch für mich schockierend war, ist, dass das Erste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich ist es kein Kanake, hoffentlich ist es eine christliche weiße Person, aber es war es nicht. In tam se spet pokaže intersekcionalnost. Ne bijemo vsi istih bojev, ampak smo drug za drugega v trenutkih, kot je ta. In potem je to lepo. To je noro, noro je, kaj se dogaja. Ampak imaš popolnoma prav. Začne se pri Judih in se tam ne konča. Nikoli se ne konča. Zdaj smo na vrsti mi, Kanada. Zdaj sta bili tam dve pekarni. Jaz, dve prodajalni pekarni, z na bageli. kateri so streljali. Glej, bilo je več sinagog, ki so bile obstreljene. Počeli so to, da so po noči streljali na judovske ustanove in podjetja, kot takrat, ko vedo, da tam ni nikogar. Zato se zdi, kot da ne želijo nikogar ubiti, ampak očitno je namen zastraševati, terorizirati, utišati te skupnosti. In to je Gre res za samo normalizacijo. Ne normalizacija. pozab. Kako to normalizira te stvari, ker smo bili včasih osupli, šokirani, v grozi. Morali smo nekaj narediti takoj, ko smo slišali za te stvari. In zdaj je to samo še en torek. No, ko že govorimo o tem in o normalizaciji radikalizma, mislim, prišlo je do incidenta s študentom na Univerzi Cornell. Ponudili so mu pripravništvo v podjetju v lasti Judov. On pa je zdaj že slavno odgovoril: nočem delati za Juda. To je postalo zelo, zelo viralno. Od takrat je bil objavljen video, v kateremu prikriti novinar postavlja nekaj vprašanj o njegovih pogledih. Poglejmo si, kako obžaluje svoje besede. Ali je bila kakšna negativna reakcija s tvoje šole? Kako se je šola odzvala na kakršenkoli način? Samo eno obvestilo in imajo. Je ekipa tudi stopila v stik, ampak zaenkrat so rekli, da se na njihovi strani nič ne dogaja. Mislim, da zato, ker nisem rekel ničesar, kar bi lahko šteli za sovražno. Edino, kar dobivam, so neplačane prakse pri Judih. Praktično so to res samo Judi, pravzaprav. Ja. Podjetje, v katerem sem delal prej, so prav tako vodili Judi. Ja, zato sem odpustil sem me. Samo pogledati moraš karte na mizi in ugotoviti, da nimaš nobene možnosti, da prideš na oblast. Mislim, razen če želiš nositi tisto mehko kapico, kaj ne? Pojdi poljubit. Steno, prav? Mislim, vsi mladi v pisarni se šalimo o Judih. Raz? Vsi so bili rasisti. Torej, mislim nekako takole. Ne skrbi. V redu bomo. Za boomerje in vse starejše generacije Ja. imajo motiv, da ne pogledajo resnici v oči, ker toliko pridobijo, če jo ignorirajo. Prav. Očitno je edini način, da danes dobiš službo, da delaš za Jude. Očitno, mislim, zato smo vsi tukaj. Ja, vsi smo bili Vodijo producirani. svet. Vsi smo profesionalci. We're professional. Da. Ne, res je zaskrbljujoče. Res je zaskrbljujoče videti te ljudi, ki ne samo, da imajo takšna pristranska mnenja, ampak jih tudi še bolj zagovarjajo. Ne razumejo. Iz tega. On je zbral Ali 25 ni? tisoč dolarjev. Ti, pej Ti na pojdi v delo. službo, Rad te imam. popolnoma bi poskusila. Proti tebi Ampak za 25 tisočakov v mojem žepu. Moram še malo potovati. Poslušaj, imam drage okuse. 25 tisoč ni dovolj. Ni dovolj. Ne. Ampak če gremo malo višje, se lahko pogovoriva. Ne. Je noro, ker se res spomnim, celo ko sem jaz, Ko sem ga imela za svojega barabo, sem si mislila, to je vse, kar moraš narediti. Postaviti se proti Judom in pokazati sovraštvo, ki ga imaš do Judov, in boš nagrajen. V manj kot 48 urah so bili skoraj pri 10 tisoč dolarjih. Tako, ampak kar pravi glede mlajše generacije, je dejansko res. In mislim, da moramo o tem žal govoriti, kaj ne? Moramo to prepoznati, moramo o tem govoriti, moramo razumeti, od kod to prihaja. To je TikTok, to je Instagram, to so družbena omrežja, to so kampusi, ki jih financira Katar. To je spovsod. No, to je dehumanizacija. Mislim, Način, kako veš, govorijo o tem, kako se otroci vedno šalijo o tem in vedno rečejo, ja, Jude to, Jude ono. Kot jaz nisem odraščala tako, da bi govorila na tak način. Ne, o katerikoli manjšini. In če bi jaz tako govorila, bi me starši okarali. Tako da ideja, da je to kar tako, ja, kaj pa starši? tako normalizirano. ali vedo, kaj njihovi otroci počnejo, ali jih ne zanima. Je to, ali veš, kaj tvoji otroci govorijo, ali te ne zanima, kaj tvoji otroci govorijo. Ob 22 uri, ali veste, kje so vaši otroci? Ja, nihče, kdo se tega sploh spomni. Jaz se spomnim tega. Ampak jaz, veš, sedimo za mizo in ko moji otroci zaidejo, če kjeri od njih zaide v to, so zelo hitro popravljeni. To ni dovoljeno. In res mislim, da bi morali tudi vi doma govoriti s svojimi otroki in reči, hej, ali si slišal te stvari? Hej, kaj misliš o tem? In pogovorite se o tem, sicer se bo o tem z vašimi otroki pogovarjal kdo drug in vplival na nje. Mislim, da morajo institucije, kot je Al Jazeera, ki jo seveda financira država Katar, ljudi na to opomniti vsakič, ko to omenimo. To, kar so naredili najprej v arabščini in nato razširili na vse svoje druge jezikovne platforme, je prav to. Gre za normalizacijo dehumanizacije različnih skupin ljudi, kar, iskreno, se islamističnim supremacistom iz kakršnega koli razloga zdijo nezaželene.
To so lahko kristjani z Bližnjega vzhoda, lahko so jezidi, lahko so kurdi, lahko so judi. Običajno so to judi. Začne se pri nas in to je preprosto strupeno. Strupeno je, kako so dovolili, da se je to razširilo po vsem zahodnem svetu, popolnoma nekontrolirano. Mislim, Fleur, ti delaš ogromno na univerzah. Poskušaš pripeljati ljudi v Izrael kot razumno alternativo, kar se mi zdi fantastično. Kaj pa te študentje pravijo? Je to običajna retorika, s katero se soočajo celo judovski študentje na univerzah? Ugotavljamo, da si nekateri študentje želijo po enem letu študija prestopiti na drugo fakulteto, ker nočejo živeti na tak način. Nočejo biti tisti, na katere ljudje kažejo s prstom. V Združenem kraljestvu je še bolj zaskrbljujoče, ker mislim, da sta 1 ali 2 od 5 študentov rekla, da ne bi želela živeti z Židom v študentskem domu. Univerze so torej le vrh tega. Toda indoktrinacija se začne vedno prej in prej. Veste, tukaj smo imeli Miss Rachel kot barabo tedna že nekajkrat. Vemo, da je Kitajska v vsakem telefonu prek TikToka. Vemo, da je Katar vložil neverjetne količine denarja. Zdaj, veste, ne samo 8 milijard dolarjev za financiranje univerz, ki naj bi jih Katar prispeval. Ampak veste, profesor Charles Smalls, ki sem ga intervjuvala pred nekaj tedni v Kufiju, mi je povedal, da so našli še dodatnih 100 milijard dolarjev, ki jih je Katar vložil v celotno izobraževanje. In zdaj ciljajo celo na osnovne in srednje šole. Oni, veste, uporabljajo to neumno prebujeno ideologijo, da bi pomagali Ameriki ali Zahodu, da se sama razgradi. Vedo, da nas ne morejo premagati vojaško. Vedo, da ne morejo premagati Amerike in Izraela vojaško. Torej, kaj bodo naredili? 2 stvari. Ena je uničiti Ameriko, demoralizirati. To je osnova. Demoralizirati Ameriko, da sovraži samo sebe in na to ločiti Ameriko od Izraela in od kakršnekoli pomoči Izraela. To je klasično, to počnejo res dobro. Mi pa se še niti pripravljeni nismo. To se dogaja. No, to je točno tisto, kar je KGB skušal narediti. Celotnemu Točno Zahodu. tako. Stvari, ki sem jih opazila v zadnjih 2 tednih, bi rekla, je, da veliko govorimo o grožnji, veste, džihadističnega terorizma in islamistične ideologije. In to je nekaj, kar Katar zagotovo poskuša promovirati. Prav tako kot vse druge operacije vplivanja Islamske republike in drugih islamskih držav. Ampak opažamo velik pritisk v smeri radikalnega levičarstva. Ne mislim na bolj socialistično ekonomsko politiko, mislim na komunizem. In vidimo, kako se to združuje v islamo-marksistično ideologijo, ki je, veste, trenutno poosebljena z Zoranom Mamdanijem in DSA. In mislim, da je veliko sovraštva do Judov in drugih oblik nestrpnosti, ki jih trenutno vidimo, kako se širijo po Združenih državah, povezanih s tem. Če pogledate, kaj so zdaj na novo povedali, veste, prej so bili glede tega precej tiho DSA, glede svojih stališč o nekaterih teh vprašanjih. Popolnoma jih ni sram. V enem intervjuju za drugim popolnoma odkrito priznavajo, da želijo ukiniti ameriški senat. Želijo ukiniti sedanji, to je bilo moje. Mislila sem. Kaj bi to lahko bilo? Prav, to mora biti le senzacionalističen naslov. Ne. So predsednica DSA je imela danes zjutraj intervju, v katerem je govorila o ukiniti senat, ukiniti predsedniško funkcijo. Želijo ukiniti ICE. Želijo, da bi imel vsakdo v Združenih državah zakonit status, ne glede na njihov status. Številni drugi ukrepi, ki so jih želeli uvesti. Ampak so Brez zaporov. Ne, Ja, brez zaporov. Brez policije. Ja. Kaj za vraga? Kakšni so njihovi načrt? Želijo živeti v utopični Kakšen je njihov družbi. načrt? Utopična družba. Karkoli že to pač je. To je pač tisto, kar najboljša stvar zame, osebno, ko gledam, je dejstvo, da je to, kot da bi skoraj da živel skozi 30 leta prejšnjega stoletja. Ampak največja nevarnost za njih je dejstvo, da je Izrael suveren, Judje pa v resnici niso. To je celoten spekter. Ja, točno tako. Da. Mislim, poglejte, kaj se dogaja v Avstraliji. Če lahko samo veste, pripeljem to do logičnega zaključka. Torej, v Avstraliji so dejansko imeli kraljevo komisijo za boj proti antisemitizmu in za kohezijo, ki je ugotovila grozljive stvari. Grožljive primere antisemitizma. In ne, recimo, nekdo me je imenoval židovski bejgel, kot otrok so me klicali židovski bejgel, ampak ženske, ki so sedele v kupih lastne krvi po porodu, ker jim medicinske sestre niso hotele pomagati. Ali pa otroke, ki so jih pretepali v njihovih taboriščih. Ali veš, da so ga udarili naravnost v obraz, ker je govoril o tem, da je Jud.
Ali pa študenti na univerzi, ki so poročali, da so jih pljuvali in jim na kampusu salutirali z nacističnim pozdravom. Govorijo o pričevanju za pričevanjem. Dnevi in dnevi pričevanj ljudi različnih starosti, na različnih krajih, v različnih položajih, ki se soočajo z antisemitizmom. Je vse prisotno. In nihče o tem ne govori. In je tako, kot smo že prej rekli, obstaja logičen zaključek iz hujskanja iz videoposnetkov. O tem bomo govorili med mojo oddajo Nič vrednežev, kaj se dogaja na omrežjih in antisemitizem, ki prihaja v domove, obraze, šole ljudi. In kot da ne moreš iti v bolnišnico, ker ne veš, ali bodo poskrbeli zate. Ena ženska je poročala, da je dobila infuzijo kot tolikokrat napačno, kot da bi ga napačno postavila. Kot, veš, slišiš eno zgodbo in si misliš, vredu, ampak ne moreš prezreti stotin. Ja. In tisti dve medicinski sestri, ki sta rekli, ja, veš, sioniste damo v geheno, kar pomeni pekel. Tega ne moramo ignorirati. In o tem ne moramo govoriti, kot da je to problem nekoga drugega. To je zdaj, tukaj in je problem vseh nas. Preden prejdemo na naše junake in barave, bi rada omenila dejstvo, da predsednik vlade je na obisku v Združenih državah, ki ne bo aretiran, v nasprotju s tem, kar si želi Mamdani. Ampak bo obiskal, predvidevam, skupaj s predsednikom. In imamo nekaj novih poročil. O tem, kako naj bi Izrael domnevno vedel, kam je bilo premaknjeno nekaj visoko obogatenega urana, kje so nekatere od teh centrifug in rudarskih kladiv, ter drugih objektov pod zemljo. In preden nadaljujemo, bi se rada dotaknila tvojih misli o tem, kaj se bo zgodilo. Mislim, kaj bomo slišali, česar še nismo slišali od predsednika vlade med tem prihajajočim obiskom v Washingtonu. Ne vem, Fleur, kakšno je tvoje mnenje? Pravkar sem bila v Washingtonu. Glej, mislim, da ne bomo slišali nič posebnega. In mislim, da je del Trumpove strategije trenutno, da Iran napade sam, je, da ustvari nekaj razdalje, vsaj na videz, zaradi nenehnih obtožb, da manipuliramo, da je to naša vojna in vseh teh krvnih obrekovanj, ki se kar naprej pojavljajo. Zato mislim, da karkoli že govorijo, mi tega v resnici ne bomo izvedeli. Morda bodo imeli kakšno malo javno srečanje, posvet in bo videli, kako se bosta Trump in Bibi, veste, ujela svojo kemijo. Ampak mislim, da načrtujeta nekaj velikega. Ker to ne more ostati samo izmenjevanje udarcev. Vprašanje je, ali se Bibijev volilni časovni načrt in Trumpov volilni časovni načrt za vmesne volitve ujemata. In mislim, da je težava v tem, da se ne ujemata. Ja, zagotovo se zdi tako. Mislim, da sem na tej točki že kar mal frustrirana, ker imam občutek, da je vsak teden samo déjà vu. Frustrira me veliko stvari, Šošana. Frustrira me, Šošana. Ne, ampak to je ista zgodba, ki se ponavlja, veš, in imaš prav glede časovnice. Volilni časovnici delujeta druga proti drugi, ampak verjetno bomo morali počakati in videti. Mislim, kaj se bo zgodilo s tem. Upam, kot pravim že skoraj od januarja, bi bila zelo vesela, če bi se motila. Prosim, dokažite mi, da nimam prav. Nisem ravno zadovoljna s tem, kako stvari potekajo, ampak veste, bomo videli. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne vem, vsake 2 sekundi sem takšna, si rečem, to je tvoja zapuščina. To je tvoja zapuščina, predsednik, to je tvoje, kot prosim. Mislim, da bojo, zagotovo mislim, da bojo nekaj naredili. Ja, ne verjamem, da se bo to tako končalo. Ne verjamem, da bojo imeli kaj tazga, veste, memorandum o soglasju in kumbaja. Mislim, da se to ne bo zgodilo. Vprašanje je samo, kdaj točno bo in kako. Mislim, da bodo verjetno naredili nekaj prikritega, kot naprimer, veste, na terenu, naredili bojo nekaj na terenu. In potem, ko bo iranski režim ugotovil, kaj se dogaja, se bomo verjetno za nekaj časa vrnili k raketam. Pojdimo naprej k našemu najljubšemu delu barabe in junaki. Začnimo z našimi barabami tedna. Šošana, želiš začeti? Moja baraba ta teden je Uncivilized Media, katarski medij. In Uncivilized Media je res primerno ime, če sem ga kdaj slišala, ker je njihov nori video, ki demonizira Izraelce in trdi, da koloniziramo pohodniške poti po Aziji in vrhove gora v Evropi, popolnoma nor. Za njih obstajata le 2 vrsti Izraelcev. Vojni zločinec, ki se sprošča po bojevanju, in liberalec, ki beži pred propadajočo demokracijo. Poglejte to. Izraelci niso samo naseljenci v Izraelu. Selijo se in kolonizirajo svet. Večinoma smo jih videli v 2 oblikah. Vojni zločinci, ki so se pravkar vrnili iz vojske. In potem gredo na razstrupljanje v Indijo. In liberalci, ki bežijo pred tem, kar imenujejo propadajoča demokracija. Projekt Bajta.
Na prvi pogled se ne bi mogli bolj razlikovati. Ampak poglejte, kako se gibjeta skozi svet. In vidite lahko, kako cionizem ustvarja poseben odnos do zemlje in drugih ljudi. Takšen, ki je izkoriščevalski in nasilen, ter ni omejen le na Palestino. Sploh se ne morejo pretvarjati, da je to novinarstvo. To je naravnost Goebbelsova propaganda. To je množična demonizacija celotnega naroda, zapakirana v lepe grafike in modne besede. Sporočilo je preprosto. Ni dobrih Izraelcev, levih ali desnih, vernih ali posvetnih, humanitarcev ali vojakov. Vsak Izraelec je izkoriščevalski, nasilen in zlovešč. Samo zato, ker so Izraelci. In tako spreminjate merila ljudje. Včeraj, rasizem je pomenil, da ljudi sodiš po njihovi narodnosti. Danes je to socialna pravičnost, dokler gre za Izraelce. In Izraelce že napadajo, nadlegujejo in mečajo iz restavracij ter hotelov po vsem svetu samo zaradi njihovega porekla. Ampak to je njihov cilj. Predstavljajte si, da porabite $1000 za promocijo videoposnetka, s katerim milijone ljudi učite. Naj Izraelcev ne vidijo kot ljudi, ampak kot zlobneže. In to je bistvo, da svet vidi Izraelce kot neposredno grožnjo tam, kjer so, kot da je njihov način življenja napaden strani ljudi, ki so jim morda podobni. Vendar v resnici niso taki kot oni. To je v bistvu odkrito nacistična propaganda. In propaganda indoktrinira. In točno to počnejo. In zgodovina ima za to ime. Dehumanizacija. Vsako grozodejstvo, ki ga je svet kdaj videl, se začne tukaj. Ta video je očiten primer. Drugi so bolj subtilni, ampak so povsod. In opravljajo svoje delo. Saj vedno več ljudi upravičuje napade na Izraelce, kjerkoli že so. Prosim vas, da bodite previdni in na pravi strani zgodovine. Wow. Kar tresem se. Oprosti. Video je bil grozen, grozljiv. In pravzaprav bom nadaljevala s tem, ker je moja baraba tedna Tala Hadura, ki je novinarka v tem videu. Pravzaprav je soustanoviteljica medija Uncivilized Media. Mislim, da so registrirani v Katarju. Malo sem raziskala, ampak sami trdijo, da so v Palestini. Če pogledaš njihove družbene medije. Zdaj, ta Tala je pravzaprav Libanonka, ampak ima zelo dolgo zgodovino tovrstne dehumanizacije, posebej v povezavi z Izraelom. Mislim, če pogledaš njene družbene medije, vidiš, da je skoraj vse povezano z obsesivnim kritiziranjem Izraela. In potem, maja 2024, je naredila še en dokumentarec, podoben tistemu, ki smo ga pravkar videli, o tem, kako Izrael ugrabljal otroke. In zdaj deli še eno poglobljeno raziskavo o izprijenosti Izraela. Tokrat proti arabskim judom. Arabski judi. Obožujem, ko to počnejo. Ne obstaja kaj takega kot arabski judi. Prepričana sem, da lahko Flirto poveš še bolje kot jaz. Ampak ne obstaja kaj takega kot arabski judi. To je izmišljen izraz, da bi si prilastili judovsko identiteto, judov, ki so avtohtoni na tej regiji, ki so avtohtoni na tem kraju in jih želijo arabizirati točno tako, kot si je zamislil Jaser Arafat. Nehajte uporabljati ta izraz. To je kolonialistični izraz. To je poskus izbrisa judovske identitete. In res sem sita tega, da to poslušam. Vsak, ki počne kaj takega, piše arabski judi, to počne namenoma. V redu, torej ona je moja baraba tedna, Tala Hadura. No, se veste, ne moreš narediti tazga videa, ne, da bi za njim stala neka strast, kaj ne? Ona gleda video, gleda v kamero in si misliš, o moj bog, Izraelci prihajajo po mene. Resnično imaš občutek, kot da tam je ena velika, vemo za njo. Hodijo po poteh Azije in gorskih vrhovih Evrope in prihajajo k tebi. Oprosti, poskušala sem pripraviti matbuha. Kot ne, nihče ne prihaja po tebe. Ni nam mar. Ja. Resno. Vem, tako radi potujejo. Res je, res radi potujejo. Res radi potujejo. Povej mi, kdo je tvoja baraba? Moj baraba je Megyn Kelly. Dobra. Ni prvič, verjetno tudi ne zadnjič. Ampak zdaj, kot ponavadi, zdaj je ona žrtev, ker trdi, da Ben Shapiro nikoli ne bi imel platforme in nikoli ne bi postal oseba, kakršna je, če ne bi bil v njeni oddaji. Ampak ker je popolnoma izpostavil Candace Owens, izpostavil Tuckerja Carlsona, zdaj je bila napadena. Napadli so jo na odru. Kaj je bilo to na Turning Pointu? In bila je dobesedno napadena. To ni nobena taktika, ne? Opozoril jo je, da Tuckerja Carlsona ni dejansko prosila, naj zavzame jasno stališče. In dejansko je tako skrenil s poti v tem trenutku. Kot človek je to, kot da, no, to je tvoj prijatelj.
ampak popolnoma lahko vidiš, kot da je za vsem tem celoten katarski stroj, kjer so ljudje, ki dobesedno pravijo, da, popolnoma imaš prav. Kot da je on demon, Ben Shapiro je problem, ne ti. Zelo žalostno mi je, kot nekomu, ki pozna Bena že od nekdaj in je pomagal Benu uspeti. 100%. Postal je zvezda v moji oddaji. The Kelly File. Zelo mi je žal, da se je to zgodilo. In res ni nobenega razloga, da bi hodili okoli in nadzorovali goste v oddaji nekoga drugega ter poskušali omalovaževati nekoga, ki je tako zanimiv. Ampak in resno mislim to kot kompliment. Neškodljiv kot Piers Morgan. Zakaj? Ne kritiziram Izrael. Ne, šla si še dlje od tega. Ker si začela verjeti v teorije zarote, ki so vse krvne obtožbe, torej izjemno protijudovske in še bolj razčlovečujoče do Judov in Izraelcev. In potem mi je žal, res mi je žal, ampak bom rekla nekaj zelo prostaškega. Tvoj usadek v bradi te vleče v napačno smer. Nehaj plačevati, da bi izgledala kot transspolna ženska. Sedi in premisli o svojih dejanjih, oprosti. Nikar se ne opravičuj, punca. Ja, Megyn Kelly je res pokazala svojo neumnost. Ja, se strinjam, obrnila se je vase. Ona je res samo. Ona samo vztraja pri svojem. Namesto, da bi rekla, počakaj, morda sem šla predaleč. In zdaj nihče, ki ima možgane, je ne more gledati pri ničemer drugem. Ja. Veš, v svoji oddaji počne tudi druge stvari. Mislim, na primer, meni je nekdo pred kratkim poslal video, kjer govori o obdobju po menopavzi. Naredila je oddajo o hormonih. To bi mi bilo zelo koristno. Ne morem si ga ogledati. Preprosto ne morem gledati tega, kakorkoli. Fleur, kdo je tvoja baraba? V redu? Torej, nova britanska vlada je na oblasti komaj 5 minut. In novi predsednik vlade, ki je bil izvoljen nedemokratično, saj ga je izvolila njegova lastna stranka, ne pa ljudje iz Združenega kraljestva. Imenovan Andy Burnham ni na oblasti. 5 minut kasneje, ko že izda to izjavo, se opravičuje za to, da niso storili dovolj za Gazo. Ta Keir Starmer, za katerega smo mislili, da je imel žaleta, je prevzel politike. Bil je premehak do Izraela. Da je Izrael v bistvu, morali bi prej pozvati k premirju. Še vedno moramo zagotoviti več humanitarne pomoči. On gre 1,5 leta nazaj, ta človek, in se opravičuje. Opravičil se je. Novi britanski premier se je opravičil vsem, ki jih to zadeva. Z drugimi besedami, volilcem islamistične usmeritve glede dejstva, da jih je laboristična stranka razočarala v zvezi z vprašanjem Gaze. Bil je 5 minut na položaju, ker Združeno kraljestvo očitno nima dovolj težav. Ne, njihovo gospodarstvo nazaduje. Dobesedno beleži negativne številke, medtem ko naše beleži precej bolj pozitivne številke. Njihove neposredne tuje investicije so na dnu. Njihov izvoz je upadel. To je problem. Združeno kraljestvo je v resnični gospodarski zagati. Imajo upočasnitev. Gospodarstvo, naložbe so se upočasnile, imajo veliko težav. Ampak ta človek je na oblasti šele 5 minut in o tem seveda govori, ker to je spet taktike preusmerjanja pozornosti. In potem njegova nova ministrica za obrambo, tip po imenu Wes Streeting, mislim, da ni preživel niti dneva v vojaški službi v svojem življenju. In on, ravno včeraj sem videla, poskuša se prilizovati Trumpu, ker je očitno ugotovil, da so v varnostnih težavah. Če se Amerika umakne, ta tip je izjavil, oziroma je bil objavljen video, kjer pravi, da smo pravkar priča genocidu pred našimi očmi. In ko so ga ponovno vprašali o tem videu, zdaj, ko je obrambni minister, je rekel, ostajam pri tem, kar sem povedal. Tako je. Barabe tedna. Ministrica za obrambo, sekretarka Wes Streeting, Andy Burnham, nova predsednica vlade, šibka laboristična vlada. Na oblasti so komaj 5 minut, država gre po gobe. Njihova varnost in energija sta resen problem, eksistenčno vprašanje za britansko gospodarstvo. In o čem govorijo? Gaza. Ja, ker to dobro vpliva na ljudi, ki morajo še naprej voliti zanje. Še niso ugotovili, da so le koristna orodja v veliko večji igri. Oni so moji izmečki tedna. To so res zasluženi izmečki tedna. Mislim, da ni nujno narobe, da se opravičiš, ker nisi prej pozval k premirju. S tem bi se prepirala.
Mislim, da bi bil najboljši čas za poziv k premirju 6. oktobra. To bi bil odličen čas. Lahko bi vrnili trupla talcev in talce, ki so bili tam 6. oktobra, tiste, ki so jih vzeli že leta prej, Averama in Gistuja, ter Hišama al-Asaida in trupla padlega vojaka. Te so zadrževali že mnogo let prej. Mislim, da bi bil to res dober čas, da bi Združeno kraljestvo pozvalo k premirju. Ja, res bi lahko naredili veliko več. In z vsem dolžnim nespoštovanjem do tega bedaka, kakorkoli mu je že ime, oprosti. Pred natanko 1 letom sem stala pred 8. Stala sem pred 8, ki so gnili na soncu, plenice so bile na tleh. Ker če res želiš govoriti o humanitarni pomoči, ukrcaj se na letalo in pojdi tja, da boš lahko to videl na lastne oči. Dovolj. Ja, vidiš, to je spet taktika preusmerjanja. Spet je to. In dejavnik preusmerjanja. Velika Britanija razpada. Ravno sem. Bila tam in kar je noro, medtem ko sem na letališču Heathrow, in spoznala sem, da od verjetno tisočev ljudi, ki so bili tam istočasno, morda sem bila ena izmed nekaj 10 Judov. Bilo je na stotine in tisoče ljudi z vsega sveta. Niso bili videti kot jaz, niso se oblačili kot jaz, ne molijo kot jaz, ampak mi smo v središču pozornosti sveta. Ja. In to je zato, ker imajo vsi ti ljudje v vseh teh državah koristi, ko sonce, oziroma bolje rečeno žaromet, ne sveti nanje, lahko počnejo, kar želijo. In tarča je Jud. In tako sem se počutila, ko sem hodila skozi letališče. Judinja, na katero je bil usmerjen žaromet, medtem ko so bili vsi ostali v svojih lepih oblačilih, ali pa morda ne tako lepih oblačilih, in svojimi svetovnimi nazori, ki so bili tako drugačni od mojih. Nič. Smo slavne osebe. Za svet. In to je noro. Zelo glesen. Lahko povem? Preden zaključimo, pojdimo še k našim junakom tedna. Šošana, kdo je tvoj junak? V redu, moja junakinja je sodnica Bobby Shima Group. Upam, da sem to pravilno izgovorila. Ker je pokazala, pravzaprav je Britanka. Je britanska sodnica. In pokazala je, kako bi morala videti vladavina prava. Neustrašna, načelna in nepripravljena popustiti pred politično motiviranim nasiljem. Obsodila je moške, ki so izvedli napad z nožem na iranskega novinarja zaradi. Napad je prepoznala takšen, kakršen je bil, ki je bil napad izveden v korist iranskega režima, usmerjen proti novinarju, ki je opravljal svoje delo. In ko je spregovorila, je to povedala zelo jasno. Tega se ne sme zgoditi. To je nasilje iz političnih razlogov, kulturno je motivirano in ni sprejemljivo. In ona jim je izrekla strogo kazen, kot pravimo v Združenih državah. Ne vem, če je to britanski izraz, ampak tukaj ustreza. Zavezana je zaščiti svobode izražanja in svobode govora, vendar ne nasilju. To ni sprejemljivo. Imamo kratek posnetek, rada bi vam pokazala, kako jasno je govorila o tem, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je dobro in kaj je zlo. Vsi smo ji dolžni veliko hvaležnost. In upam, da bo to prihodnost, kjer bodo ljudje prepoznali, kaj je narobe in kaj ni sprejemljivo, ter ohranili naše ulice čiste, zapore pa tam, kjer morajo biti, ne pa odprte. Niste razkrili, kaj je povzročili, da ste se obrnili proti družbi, v kateri ste odraščali, v kateri ste hodili v šolo in na fakulteto, v kateri ste delali in kjer je vaša družina lahko svobodno in v miru prakticirala svojo vero. Povedali ste pogojni uradnici, ki je pripravila poročilo za sodišče, da vas je nasilje v Palestini razjezilo in vznemirilo, ter vas pripeljalo do tega, da ste občudovali in delili retoriko, ki jo uporabljajo pridigari sovraštva, kot je Al-Alaki, da zastrupljajo misli. Avgusta lani ste bili tesna prijateljica z moškim, ki je kmalu zatem izvedel grozljiv teroristični napad, usmerjen proti judovski skupnosti v vašem domačem mestu. Vaše interakcije, ujete na videoposnetku v mošeji Devet, Augusta, prikazujejo dva enako zavzeta in navdušena moška, ki sta iz verskih in političnih razlogov načrtovala grozodejstvo proti britanskemu vojaškemu objektu. Vaš primer mora biti opozorilo moškim, ki jih iz verskih ali političnih razlogov privlači ta oblika militantnega, nasilnega in uničevalnega islama. In moj najljubši del tega posnetka je, ko je rekla judovska knjiga pregovorov. Slišala sem. To je bilo zelo zanimivo, sem si rekla. Punca? V redu, super. Zelo dober junak. Tudi meni je odleglo, ko sem videla, da včasih iz Združenega kraljestva pride tudi kaj dobrega. Hvala Bogu. Fleur, kdo je tvoj junak tedna? Tako da bom malo pohlepna, ker se niste mogla odločiti med dvema junakoma. Oba sta zelo različna in prihajata iz zelo različnih področij, ampak oba sta v bistvu ljudje, ki sta pripravljena zavzeti se za resnico. Torej, potrpite z mano. Prvi je
Van Jones. Van Jones, veste, novinar v Ameriki, ki ga zelo spoštujem, čeprav je politično veliko bolj na progresivni demokratski strani. Toda celo on je prejšnji teden izjavil: ponoreli smo. Demokratska stranka je izgubljena, če ne more izključiti demokratičnih socialistov Amerike. Demokratska stranka je izgubljena, če pravi, da ne bi smelo biti policije. Kar si prej govorila, Emily. Demokratska stranka je izgubljena, če je sovraštvo do Izraela prva točka dnevnega reda demokratske stranke. In potem je rekel, naslednji dan se je vrnil in rekel: dal sem to izjavo in očitno ga je preplavilo ogromno klicev in sporočil demokratov, ki so prestrašeni in pravijo: hvala Bogu, da si to povedal. Zdaj pa je moje vprašanje, zakaj je potreben Van Jones, ki ni politik, da to javno pove? Mislim, imate Johna Fettermana in imate Richija Torresa. In to je to. Ivana Jonesa. Včasih je pač treba, da nekdo pride ven in pove, da je cesar gol. In to se dogaja v demokratski stranki. Javno je opozoril, da so znoreli. To je noro. Torej, to je en tip. In nekdo iz povsem drugega področja, a počne nekaj podobnega kot Boy George, ki je pravkar javno spregovoril. Veste, Boy George je kot: vedno sem bil prijatelj Judov. Pustite me pri miru. Izrael je vedno država, s katero bom sodeloval, jo obiskoval in jo imel rad. In doživel je hud negativen odziv. Kar mi je pri njem všeč, je to, da vztraja pri svojem. In zdaj je izdal pesem z naslovom We Shall Dance Again, skupaj z nekaterimi izraelskimi sodelavci. Vztraja pri svojem. Zato želim, da sta oba ta moška junaka, ker govorita tam, kjer se vsi skrivajo. Ona dva pa stopita naprej in sta pogumna. Obožujem Boja Georgea. Yep. Neverjetno, ja. In njega sploh ne briga. Veš? Ne, bolj ko Njemu ga ni mar. napadajo. Bolj ko ga napadajo, bolje kot jad vas, fantje. Obožujem ga. Ker sem celo Točno pomislila, da je to tako. zaradi mene. Menedžerka je bila Judinja, ampak sem mislila, mogoče se bo pa to nekako vrnilo in da se bo začel umikati. Ne, vztraja pri tem. Ja, še Ne, bolj vztraja. še bolj vztraja. Še bolj In ne, vztraja. bo odnehal, ne bo odnehal. Nazaj, kar mi je všeč, res mi je všeč. Me mal popolnoma drugačen, veš, arhetip, ampak me mal spominja na Rapaporta. Kot da ga nič ne briga. Kar je, pač je. Takšen je. Lahko ga imaš rad ali pa ga sovražiš. Njemu je vseeno. Bellamy, kdo je tvoj junak? Moj junak je Nick Metal. Nick Metal je neverjetna oseba. Leta sem ga dobesedno na tihem spremljala, preden je začel dosegati ogromne številke. On je digitalni ustvarjalec in nekdo, ki sam ni Jud, ampak je poročen z Judinjo in je na to zelo ponosen. In ima ogromno znanja, ne samo o geopolitiki, ampak vedno pride do bistva tega, zakaj se oseba, s katero razpravlja, pravzaprav zavzema. Tukaj je en posnetek, prosim, poglejte si ga. Beseda Jud ni obstajala do nekje v 1500-ih. Pravzaprav je bila črka J izumljena leta 1524. Pravzaprav bi bila originalna tipovnica samo to. Pravzaprav polni izhaja iz neumnosti, izvirnika. ja. Hebrejščina in pravzaprav izhaja iz babilonskega izgnanstva. Nimaš prav. Ivrit ni se imenoval hebrejščina, imenoval se je ivrit. In ljudje, Je sveto. ko so oni. Prekleto, končal si, To je bistvo. a lahko O čem hitro vzamem govoriš? telefon ven? Hebrejska beseda za hebrejščino. Prav zdaj začetek, ja. Gremo na. Vrtimo se v krogu, nikamor zaključimo ne to. pridemo. Ja, Ja, človek. prijatelj. Dolgo časa Moja je že minilo. poanta je, človek samo poskuša spreminjati definicije. Ja. Torej vem. Editor, I know. V redu, ampak zaključi. V redu, to ne. Kaj misliš? Končal sem z ljudmi, kot si ti, človek. Ja. Srečno, prijatelj. Kar mi je bilo pri tem všeč, je dejstvo, da mu ta tip, s katerim razpravlja, reče: ivrit ni hebrejska beseda za hebrejščino. In je kot: oprosti, kaj? In reče: ne, to ni tisto, kar v resnici pomeni. In nadaljuje: počakaj malo. Torej, kaj želiš povedati? In on, ta tip, kar vztraja in govori: ti si idiot, tako neumna si, da to v resnici ne pomeni tega. In končno to piše v svoj telefon, ker so govorili, da se vrtijo v krogu, in ga skušali utišati. In gre na svoj telefon. Reče: kaj piše tukaj? In on reče: no, v resnici me ne zanima, kaj piše tam. Ne, če ni v hebrejščini. Jaz pa sem bila: v redu, wow, to je pa res najpreprostejša stvar. Najpreprostejša stvar ne obstaja. Torej, mislim, da je on pravi junak. In mislim, da jaz osebno ne bi imela potrpljenja za kaj takega. Jaz sem nekdo, ki ne bi smel imeti punve nikjer blizu sebe, ker bi jo zamahala. Tudi to bi bilo zabavno. Ja, morali bi ti jih priskrbeti. Lahko to potrdim, lahko to potrdim. Jaz bom kar udarila. Tako da, ja, bolje ti kot jaz. Najlepša hvala za vse, kar počneš. Ne samo za judovsko ljudstvo, ampak tudi za Izrael.
In upam, da tvoja žena ve, kako zelo smo vsi ponosni na te. In z vso sovraštvom, ki ga prejemaš. In potem za vse sovraštvo, ki ga obe prejmeta. Veš kaj? Nadaljuj naprej. Toliko več ljubezni je tam zunaj zate. Ne glede na to, kaj govorijo hejterji, smo s tabo. Hvala. Lepo. Ja, oba, on in njegova žena, sta. Moramo jih pripeljati v studio naslednjič. Pripeljali jih bomo noter. Pred nekaj tedni sem bil z njim na konferenci Kufi in nek mladenič je pristopil k njemu. Bil je popolnoma navdušen nad njim. In stala sem poleg njega. Igrali smo biljard v baru. In vprašal me je, ali sem njegova mama. Ali sem mama Nika Matala. Rekla sem si, o bog, ali res izgledam tako stara? Ne, kako neprimerno. Ampak obožujem Nika. Rada bi bila njegova mama. Tako prikupno. On je super. Torej, moj junak ta teden je član kongresa, Tim Sheehy. V predstavniškem domu je imel govor o vojni v Iranu. Sam je veteran. Predvajali bomo odlomek iz tega. Ena od tistih cionističnih zapestnic. Prepolovil ga je iranski AFP. Ta režim, proti kateremu se borimo, se ne zanima za našo strankarsko politiko. Njim ni mar, za koga ste glasovali, komu molite ali kje živite. Hočejo nas vse ubiti. In tega ne samo govorijo, ampak to tudi dejansko počnejo. In to počnejo že 47 let. To je vojna, za katero so se odločili sami. Demokrati imajo prav. To je vojna, za katero so se odločili sami in jo je začela radikalna, nora skupina teroristov, ki je pred 47 leti prevzela čudovito državo. Prvič, ko sem videla ta govor, me je dejansko spravil v solze. Ker videti nekoga, ki ima tako jasno osebno povezavo s to temo, predvsem pa, ki je tvegal svoje življenje za obrambo Združenih držav Amerike in ki vidi zelo jasno ideologijo in miselnost Islamske republike, ter kako ta predstavlja neposredno in takojšnjo grožnjo ameriškim državljanom. Po eni strani je olajšanje slišati to. Po drugi strani pa je skoraj kot še večja teža, ker je bilo kot opomnik ne samo, veste, veliko delam z Iranci znotraj Irana, z iransko diasporo po vsem svetu. In slišim te grozljive zgodbe o njihovih izkušnjah in v nekaterih primerih, kaj se dogaja prav zdaj, glede na nekatere informacije, ki jih imam. Ampak ne slišim tako pogosto ameriške strani tega. In kako je to vplivalo na ameriška življenja ter popolnoma raztrgalo družine. Ne samo v zadnjih letih, z vojno v Iraku ali s tem, kar se je zgodilo v Afganistanu z ameriškimi silami, ampak že 47 let. Ta režim je prišel na oblast tako, da je ugrabil in več kot leto dni zadrževal ameriške državljane za talce v ameriškem veleposlaništvu. Takšen je ta režim že od prvega dne. Ne gre za Izrael, ne gre niti za Jude, gre za Združene države Amerike. In če vam je mar za svojo državo, če vam je mar za svoje ljudi in če vam je mar, da lahko živite življenje v miru in varnosti, edini način, da to dosežete na dolgi rok, je, da neustrašno in brez sramu stopite proti Islamski republiki in vsemu, za kar se zavzema, ker vas želi uničiti. Zato se želim zahvaliti temu članu kongresa za njegove iskrene besede in pogum, ter za to, da je skozi svoje izkušnje in svojo travmo pokazal, kako pomembno je to vprašanje za vsakega Američana. Torej, predstavnik Tim Sheehy, ti si moj junak tedna. Je popolnoma neverjetno in mislim, kaj? Še preden se mu je med pripovedovanjem zgodbe zlomil glas, si je snel zapestnico svojega prijatelja, ki je bil padli vojak. To je dodalo toliko konteksta prav vsemu, kar si pravkar povedala, ker je rekel, ne govorim o tem kot nekdo, ki je odmaknjen od. Nisem se strinjala, da bom prebrala naj bi poročilo, veš. Nismo. More biti obveščen o tem. On je to doživel, videl in izkusil. In to me je spravilo v solze. Kot sem rekla, me je zelo ganilo, ker sem si mislila, wow, kako to, da je toliko ljudi tako slepih. In vendar ti nekdo razlaga vse vidike tega, kar te dejansko prizadene, kar vpliva na te. Zakaj? Ker si Američanka. Ja. Ne premalo ljudi to sliši. In zato, bil je dober junak. Vesela sem, da je postalo viralno, ampak moramo zaključiti za ta teden. Ampak že zdaj bi lahko govorile ure in ure, vendar moramo res zaključiti. Hvala, ker ste se nam pridružili v oddaji The Quad na JNS in se vidimo naslednji teden.